Le še ura in pol nas loči do začetka predvolilne kampanje. V kakšnem stanju je Slovenija po prvem mandatu Golobove vlade, ki stavi na še en mandat? Da je ukrepila socialno državo, začela sistemske reforme, da se je zvišala povprečna neto plača iz 1307 evrov leta 2022, ko je Gibanje Svoboda prevzelo oblast, na 1626 evrov novembra lani. Da je vlada ukrepila javno zdravstveno mrežo in jasneje ločila javno in zasebno zdravstvo. Da so zmanjšali javni dolg, medtem ko je bil v času prejšnje Janševe vlade čas rekordnega zadolževanja. Da gradijo stanovanja, da so z izvajanjem dolgotrajne oskrbe ukrepili medgeneracijsko zavezništvo in postavili temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države. Je na predstavitvi rezultatov v tem mandatu dejal podpredsednik vlade in podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon, ki je naš gost. Kaj na to pravijo v opoziciji? Z nami je Andrej Kosi iz SDS-a. Dobro večer obema. Dobro večer. Najprej, gospod Kosi, slišali ste, v kakšnem stanju je Slovenija po prvem mandatu Golobove vlade. V kakšnem stanju pa je po vaše Slovenija po prvem mandatu Golobove vlade? Rezultati so jasni. Torej, po prvem mandatu Golobove vlade je BDP 2022 znašal 2,5 odstotka, letos znaša, oziroma lansko leto znašal 1,1 odstotka, torej pada. Vedno več ljudi se seli v tujino, torej na sosednjo Hrvaško, odpuščajo se delavci na Koroškem, odpuščajo se delavci v Mariboru, ker podjetja pač ne vidijo več prihodnosti v Sloveniji, konkurenčnost pada, slovensko kmetijstvo je pred izzivi, pada nam, dejansko nam pada vse, karkoli loti, tudi zdravstvo, dolgotrajna oskrba ni, čeprav imamo prispevek in tako dalje, tako da dejansko je v zelo slabem stanju. Se strinjate s tem, da ste pustili po prvem mandatu Slovenijo v slabem stanju? Ne, absolutno je vladajoča stranka iz prejšnjega mandata pustila neko razsulo na področju javnih financ. Dejstvo je, da smo mi ta javni dolg znižali iz 73 odstotkov na 67 odstotkov, da je bonitetna ocena naše države AA, prej je znašala AA minus. To pomeni, da dejansko plačujemo manj kredita glede na porabo. Hkrati to pomeni, da imamo lahko boljše obrestne mere in hkrati pomeni, da ostaja denar za gospodarstvo, za infrastrukturo in ostaja denar tudi za ljudi. Dejstvo je, da je bil BDP na prebivalca, ko smo prevzeli vlado, okrog 36 tisoč na prebivalca, danes je 33 tisoč na prebivalca. Dejstvo je, da smo prehiteli Portugalsko, da smo ob boku Španije in Italije in da smo seveda zadovoljni z dosežki, ki smo jih dosegli v tem mandatu, predvsem zato, ker smo stabilizirali državo in postavili ključne temelje za nadaljnji razvoj naše države. Ja, to ne drži. Leta 2022 je bilo živelo pod pragom revščine 270 tisoč ljudi, zdaj živi 275 tisoč ljudi, torej 10 odstotkov več ljudi pod pragom revščine. Najbolj se drži hrana, torej ljudje vedno živijo manj, vedno je vse dražje, zdravstvo, čakalne dobe se večajo, čeprav predsednik vlade trdi, da so to le umetne. Gospodarstvo zapušča Slovenijo, gospodarska zbornica opozarja, da je da 66 tisoč ljudi je vprašljivih glede delovnih mest, okrog 16 tisoč podjetij lahko propade, torej imamo zelo slabo gospodarsko stanje, medtem pa, ko gospod Arčon govori, da vlagamo za naše ljudi, pa se dejansko vlagamo v projekte v tujini, preko 700 tisoč za čebelarjenje v Makedoniji, potem vlagamo za preprečevanje pranja denarja v Severni Makedoniji, čeprav vemo, da dejansko v Sloveniji je korupcija na višku, torej padamo po sistemu korupcije, tako da je v Sloveniji vedno slabše. Mi smo seveda navajeni na politiko, njihovo politiko ustrahovanja, politiko manipulacij, politiko leži. Seveda številke kažejo drugače in to ustrahovanje, da se podjetja selijo na Hrvaško, seveda je ena čista laž in grožnja. Predvsem pa je to, da tisti, ki to govori, nima rad svoje lastne države. Ker stanje na Hrvaškem je bistveno slabše, kot je v Sloveniji. Imajo višji DDV, imajo nižjo stopnjo napredka BDP na prebivalca, njihova rast je manjša, neprimerno je Slovenija v boljši kondiciji, kot je sosednja Hrvaška.
DDV znaša 25%, nimajo zajamčenega regresa, njihova ta doba za ko ob rojstvu otroka za porodniška znaša 6 mesecev, pri nas 12 mesecev, spravi veliko je razlik med nami in njimi in prepričan sem, da te informacije, ki jih gospod Kosi navaja, niso resnične. Gospod Arčon, ne vem, če to drži, gledajte. Lidl Slovenija je preselil upravo na Hrvaško. Perutnina del svoje uprave seli na Hrvaško. A1 Slovenija seli na Hrvaško. Gospodarska zbornica Slovenija opozarja, ne mi v SDS-u, Gospodarska zbornica Slovenija opozarja, ogroženih je 66 tisoč delovnih mest. Na Koroškem se zaprlo podjetje in na cesti je ostalo 59 ljudi, zato ker nismo konkurenčni. Torej tudi Henkel v Mariboru 20 ljudi odpušča. Ecolab seli proizvodnjo. Zelo uspešno podjetje Mikropolo v Mariboru grozi s tem. Petrol vam grozi z odhodom na Hrvaško. Torej dejansko velika podjetja, tudi korporacije, ki so imele sedeže v Slovenijo, vidijo boljšo priložnost na Hrvaškem in selijo sedeže na Hrvaško. Torej Slovenija je na konkurenčnem področju na gospodarstvu vedno slabša, zato ker so velike bremenitve. Imamo rekordne bremenitve plač. To, da je bilo leta 2022 250 tisoč ljudi pod pragom revščine, 2025 pa 275 tisoč ljudi, to ni laž. Da se draži hrana, ni laž. Da so daljše čakalne dobe v zdravstvu, ni laž. To ljudje vidijo vsak dan. Ljudje vidijo podražitev hrane vsak dan, ko gredo v trgovino. Da upokojenci slabše živijo, gredo v tujino. Tako da, mislim, ko gredo v trgovino, tako da vedno je slabše. In torej ne morete govoriti, da je to laž. Glejte, govori, da selijo uprave podjetij, absolutno ne selijo proizvodnje na Hrvaško, kot tako rečeno, stopnja DDV je tam 25%. Ne vem, zakaj Hrvati hodijo kupovati v naše trgovine, seveda, ker je davek na hrano višji, kot je v Sloveniji. Dejstvo pa je, da tuje korporacije vidijo priložnost v naši državi. To je dokazal Revoz, to je dokazal Sandor in to je dokazal Palfinger zato, ker vidijo državo, ki vlaga v znanost in razvoj in prisega na višjo dodano vrednost, kot je bilo v preteklosti. In dejstvo je, da je Slovenija napredna, moderna država, da vlaga v razvoj, da vlaga tudi v gospodarstvo, to kaže 1,7 milijarde letnih investicij, to kaže subvencije, ki jih dajemo gospodarstvu. Ne nazadnje to kaže tudi to, da smo v zadnjem obdobju tudi dali tudi dobiček zaposlenih pri udeležbe zaposlenih pri dobičku in to daje, bom rekel, večjo možnost ohranjanja kvalitetnih delovnih mest, predvsem pozornost srednjemu razredu. Pozornost srednjemu razredu, ne, pravi gospod Arčon, da je ta vlada dala. In gospod Arčon, še pod vprašanje. Ali torej vi, s tem, ko ste danes navajali, povprečna neto plača 2022 je znašala 100, da je ta višja kot v času Janševe vlade, menite, da to dokazuje, da se je standard Slovencev v času vaše vlade dvignil? Seveda, ker tudi inflacija je znašala manj v tem obdobju, kot je šla rast plač. Nenazadnje moramo se spomniti, da smo tudi v javnem sektorju dejansko popravili plače in vse anomalije, ki so se zgodile v preteklem obdobju, dejansko javni sektor je iz plačnega sistema bil popolnoma v razsulu. Veliko število ljudi so pustili pod pragom revščine na minimalni plači. Glejte, to ne drži. Zdaj, če Slovenija bo uspešna država, rabi močno gospodarstvo, ojačitve javnega sektora ne more omogočiti boljše delovanje države, kajti steber, na kateri stoji država, je gospodarstvo. S tem, da vedno manj ljudi dela v proizvodnji in vedno več ljudi v javni upravi, torej to ni ustrezna pot. Kar se pa tiče večje neto plače, seveda se tudi inflacija v tem času že tako velika, da dejansko je neto plača večja kot pred 4 leti, ker je tudi inflacija s tem
povečala tudi cene izdelkov. Najbolj se v Sloveniji draži hrana. Torej si lahko povprečen človek danes lahko privošči manj, kot se pred 4 leti, tudi o višji neto plači. Zato, ker se hrana najbolj draži in to je jasen dokaz. Dostopnost nimamo zdravstva. Povečali ste dodatne obdavčitve z prispevkom dolgotrajno oskrbo. Prostovoljni prispevek dali v obvezno. Torej imamo rekordno obdavčitve plač in to je Hrvaška bolj konkurenčna, zato tudi sedeže selijo na Hrvaško, ker tam vidijo bolj konkurenčno okolje. In že Hrvati priznavajo, da po kupni moči na žene prehitevajo. In jaz se bojim, da bo čez nekaj let že tako, da bodo Slovenci začeli hoditi na Hrvaško delati, ne več hrvaški ljudje v Slovenijo. Tako kot Slovenci hodijo delati na Hrvaško. Oziroma v Avstrijo. Inflacija, letna inflacija v zadnjem mandatu Janševe vlade je znašala 10,3%. Inflacija v lanskem letu pod našo vlado je znašala 2,7%. Neto plače so se dvignile. Dejstvo je, da smo se lotili korenitih sprememb kot nobena vlada doslej. Kolega Kos je omenil dolgotrajno oskrbo. Jaz pravim, da je to bila najbolj plemenita sprememba, strukturna sprememba v zgodovini Republike Slovenije, ko smo dejansko oskrbovancem več kot 30 tisoč vrnili dostojanstvo, da imajo zdaj ob normalni pokojninski dobi plačujejo do 700 evrov manj letnih položnic. To vsi prispevamo v to skupno blagajno. Veste, jaz sem bil župan in vem, koliko je bilo sredstev potrebnih, da smo tem oskrbovancem doplačevali stanarino v domovih upokojencev in dejansko, ko niso mogli plačevati teh stanarin, se je potem občina tudi vpisala na njihove nepremičnine. To so žalostne zgodbe. Danes tega ne bo več. Danes smo razbremenili celotne družine, tudi njihove starše, vnuke, tako da danes so te ljudje srečni in zadovoljni v domovih upokojencev. Kar se tiče zdravstva... Najbolj ranljiva skupina ljudi, torej invalidi, ki živijo sami, nimajo prispevka dolgotrajno oskrbo, torej plačujejo še več. Davek ste uvedli že junija lansko leto, dolgotrajna oskrba bi naj začela delovati, oziroma te nižje položnice so skomaj z letošnjim letom. Torej 6 mesecev so pobirali denar, za katerega ljudje niso vedeli, kam dajo. Obdavčili oziroma dolgotrajno oskrbo plačujejo tudi vzdrževalni družinski člani na kmetijah. Torej tisti, ki nimajo prihodkov, so vzdrževalni družinski člani, pa jim pošiljate položnico za 35 evrov za polletno obdobje. Torej tudi tisti, ki nimajo prihodka, morajo plačevati dolgotrajno oskrbo. Torej s tem so tudi slabše kmetje. Bi vi to spremenili? Kako bi vi spremenili? Bi vsi še naprej plačevali ta prispevek za dolgotrajno oskrbo? Kako bi vi to zdaj rešili? Mi smo imeli zakon, je bil jasen s tem, da mi nismo predvidevali obdavčitve, tako kot je ta vlada. Torej mi smo imeli druge vire financiranja. Ta vlada je to povedala, bilo je jasno v tem zakonu, tudi preko evropskih sredstev. Zdaj pa oni so povedali davek in dolgotrajna oskrba pa še dejansko ne deluje. Prosim vas, kaj lahko ne zavajate ljudi. Z evropskih sredstev sofinancirati dolgotrajno oskrbo. Ni mehanizma v Evropski uniji, ki bi to predvidevala. To je dejansko zavajanje ljudi. Zavajate? Ne zavajamo, gledajte. No povejte, kateri strukturni sklad evropskega mehanizma dolgotrajne oskrbe smo že veliko debatirali, bilo je jasno o tem, ko smo že sprejemali zakon, dolgotrajna oskrba, zakon je bil sprejet, vi ste ga ukinili in ste uvedli obvezno plačilo, torej 2% davek, ki ga pač plačujejo tudi upokojenci, tudi starejši ljudje. Zdaj bi to odpravili, ampak dolgotrajna oskrba ne deluje. Čeprav je minister Maljevac to zatrjeval, pisali so celo naročno, leta 2025 so celo naročno pisali odločbe, tako da dolgotrajna oskrba dejansko ne deluje. In še nekaj. Dolgotrajna oskrba je začela delovati, funkcionira, medtem ko vi denarje, ki bi morali biti namenjati za Slovenijo, namenjate za projekte v drugih državah. Tudi anomalije v tem sistemu. Dolgotrajna oskrba je proces, ki traja, ki se bo seveda še popravljal. Kot rečeno, vsi prispevamo v sklad za naše starše, za naše none in nonote, da bo imeli kvalitetno oskrbo. Seveda so izzivi tudi pri oskrbi na domu, to nas čaka še veliko dela, ampak ta implementacija tega je dejansko povzročila to, da smo resnično vrnili dostojanstvo ljudem, ki so te domove desetletja preplačevali.
Trikrat so bili na oblasti in na tem področju niso naredili nič. Sprejeli so bili na oblasti samo sprejeli so trikrat. zakon, Večji ki del- ni bil dejansko izvedljiv. Gospod Arčon, zato smo večji ga del spremenili in vpeljali ta 30-letne samostojne Slovenije so bile na oblasti torej leve vlade, ne samo mi, tri mandate, Dobro. ampak Bomo večji del videli. je bila leva vlada, vendar tudi, kje smo pa Slovenija danes, pa tako ali tako vidijo ljudje sami. Dobro, bodo ljudje sami presodili, tako kot na naslednjih volitvah, ne? Čez urico pa pol se začne uradna predvolilna kampanja. Začeli smo, mali smo se ogreli. Najlepša hvala obima, da ste bila naša gosta. Hvala lepa.